Razgled ob prihodu v Knežke Ravne 700 metrov nad morjem ne razočara. Tudi zaradi Francove domačije, s katere prihaja letošnji prejemnik občinskega priznanja Slavko Šorli. Še bolj kot zaradi govedoreje in gozdarjenja je poznan kot vnet ohranjevalec kulturne dediščine. Podlago za načrtno ohranjanje stavbne dediščine je našel kar doma in prav domača kmetija je bila njegov prvi restavratorski poligon. Določena dela sem že prej, že kot otrok sem tatu pomagal, se pri očetu učil. Tako da v glavnem mi je bil glavni mentor, mi je bil oče. Pri vseh teh delih, od pokrivanja slamo, pokrivanjem s kodlami, pripravo skodl, tudi kovaška dela, določena, mi je bil on vzoren, pa učitelj, tako da ker sem zraven njega delal. Prej, še v socializmu, gozdarji niso dovoljevali, da bi smreke sekli pa krojili, ker si pa enkrat to sprostilo in ker je bilo, pač sem se pa odločil, da bomo začeli nazaj obnavljati tako, kakor je bilo prej. Ker marsikaj je tata znal, vedel točno, kako je bilo, nekaj sem se jaz spomnil in smo pač začeli z obnavljanjem. Poslopja Francove domačije so sprva obnavljali glede na njihovo dotrajanost. Po velikonočnem potresu leta 1998 pa v okviru popotresne obnove in ob strokovnem vodstvu novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za tamkajšnje zaposlene Šorli pove, da so bili zelo kooperativni, tudi pomagali, pa tudi marsikakšen nasvet so mi dali. Pa pri pripravi dokumentacije so mi ogromno pomagali. Tako da moram reči, da gre vsa zahvala gospe Andrejki. Poleg 5 poslopij domače kmetije je samo na Tolminskem slamo ali s kodlami na novo prekril več kot 15 objektov. Vsako poslopje predstavlja izziv zase, na nekatera pa je Šorli še posebej ponosen. Na vsakem poslopju je nekaj, kar je drugače, kakor na drugem. Ni samo tole, ker naprimer sem Dolenji Novaki, ki sem prekrival, tam sem se prvič soočil z dimnikom v slamnati strehi. Tu na Tolminskem so problem vetrovi. To je pa spet poseben izziv za streharja, da ta streha zdrži tudi velike vetrove. Kosmačeva domačija se mi je zdela zelo tako v redu. Sem zelo zadovoljen z njo. Pa klet v Tolminskih Ravnih, Skalarjeva klet v Tolminskih Ravnih, tudi sem z njo zelo zadovoljen, ker tam je pa pokazalo, da imam sistem, ki je odporen na vetrove. Slavko Šorli je danes edini verificirani izdelovalec slamnatih streh značilnih za zgornje Posočje in med redkimi strokovnjaki za izdelavo in prekrivanje s kodlami. Od leta 2008 je vpisan v register nosilcev domače in umetnostne obrti, od junija lani pa je v Nacionalnem registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije vpisan kot ohranjevalec in nosilec znanja izdelave za Posočje značilne slamokrovske tehnike. Vprašanje o prihodnosti slamnatih streh se zato ponuja kar samo. Kakor slišim, Avstrija, grejo celo novogradnje, se prekrivajo s slamnato streho. Tudi tu pri nas, tam Prekmurje, je že precej se slamnato streha, ker slamnate strehe so zelo dober izolator. Se pravi za toploto pa za mraz. Mislim, da prihodnost je bolj tako vprašljiva, bo pa bolj entuzijastična dejavnost. Za svoje dosedanje delo je prejel mnogo priznanj, med katerimi so tudi najvišja priznanja državnih inštitucij, ki skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine in obrtnih znanj. Leta 2018 mu je Slovensko konzervatorsko društvo za dragocen prispevek k ohranjanju snovne in nesnovne dediščine podelilo prestižno Steletovo priznanje. In kam med vsemi njimi umešča priznanje občine Tolmin? Mislim, da je to, jo dam kar ob bok. Steletovem priznanju. Dragoceno je znanje, kot ga ohranja Slavko Šorli, in ker se tega zaveda, svoje bogate izkušnje z veseljem deli s tistimi, ki jih to zanima.